Pozdravljeni na praznik svetega apostola Andreja. Kar nekaj vas danes zgoduje. Vse najboljše, čestitam. Ali pa vsaj poznate kakega Andreja, Andraža, Andrejca, Andrejčka, Hrabroslava, ne pozabite jim čestitati. Andrejev ni nikoli preveč. Tako je bil naslov neke knjige pred nekaj desetletji že. Tudi med apostoli se je pojavil eden s tem imenom in to prav na začetku, ko je Jezus začel nabirati te svoje 12. In kaj zvemo o njem? Da je pustil čoln in sploh vse in šel za Jezusom. Pa je res pustil vse? Ne. S seboj je vzel samo najdragocenejše, brata Petra, ki je bil tudi poklican. Čoln pa je ostal do nadaljnega tam na obali Genezareškega jezera v Galileji. Ribe, če ste jih imeli kaj nalovljenih, so najbrž njuni kolegi pobrali. Napotila sta se za Jezusom, ker ju je povsem očarala njegova beseda, tista beseda, ki obljublja življenje. Vse bolj polno kot tisto v metanju mrež in prodajanju ujetih rib. Zdaj naj bi metala drugačne mreže in lovila ljudi, zato da bi jih s tem reševala. In ker ne le Andrejev, ampak tudi apostolov ni nikoli preveč, zato Jezus še vedno hodi okrog naših jezer, čolnov in kliče. Kliče v ta adventni čas, ki se začenja te dni. Kliče ribiče. Naj postanemo apostoli. Kaj pa je zdaj tisti čoln, ki ga moram jaz pustiti skupaj z ribami in mrežami, da bom lahko zares zaživel, da bom tudi jaz lahko apostol? Koga moram vzeti s seboj kot najdragocenejšega, ker tudi njemu privoščim družbo tega velikega učitelja, odrešenika in predvsem, ki bom slišal besede tega simpatičnega, včasih pa tudi nenavadno strogega rabina, po katerih naj bi oblikoval svoje življenje. Naj mi prva adventna svečka osvetljuje strani Svetega pisma, da se bo lahko ob tej lučki moje vere prižgala tudi vera tistih, ki jih bom ujel z mrežo Jezusove besede.